En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Lahko mi verjamete, da mi je v veliko čast, da kot predsednica Republike Slovenije lahko danes prvič nagovorim ta cenjeni zbor, hram demokracije Evropske unije. Današnji obisk je zame osebno in za mojo državo izraz trdne zavezanosti evropskemu projektu in skupnim vrednotam, na katerih temelji miru, svobodi, demokraciji, vladavini prava in spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Evropski parlament ima pri tem seveda edinstveno vlogo. Ste neposredno izvoljeni predstavniki evropskih državljank in državljanov, ste glas raznolikosti naše unije in temelj demokratične legitimnosti evropskega odločanja. Vaša vloga je glede na vse izzive, s katerimi se soočamo, danes še pomembnejša kot kdajkoli prej. Predvsem mora Evropski parlament tudi v prihodnje s svojim delovanjem igrati ključno vlogo pri ohranjanju ter krepitvi zaupanja državljanov v skupni evropski projekt. Spoštovane in spoštovani, živimo v zelo negotovem svetu in danes smo kot Unija znova na razpotju. Soočeni smo z zaporedjem kriz in izzivov, kot sta ruska agresija na Ukrajino in seveda posledice konflikta na Bližnjem vzhodu. Tu so še trgovinske vojne, podnebne spremembe, migracijski pritiski, energetske negotovosti in v določeni meri nepredvidljive razsežnosti nove tehnološke revolucije, ki jo med drugim prinaša izredno nagel in zato tudi nereguliran razvoj umetne inteligence. Ob tem, spoštovane in spoštovani, ne smemo pozabiti na našo notranjo domačo nalogo, reformo delovanja Evropske unije, krepitev vse družbene odpornosti in ohranjanje naše konkurenčnosti, kohezije in predvsem naše enotnosti. Nobena izmed omenjenih kriz ali izzivov ni zgolj grožnja. Vsaka izmed njih je tudi priložnost, da pokažemo, kdo smo kot Evropa in ali zmoremo ukrepati in se odzivati skupaj. V preteklosti je Evropska unija vsakič, ko je bila pred velikimi preizkušnjami, vedno dokazala, da zna in zmore najti skupni imenovalec in je stopila korak naprej na poti skupnega delovanja. Na krize sodobnega sveta se moramo odzvati v duhu solidarnosti, enotnosti in predvsem odločnosti. Potrebujemo več Evrope in ne manj. Potrebujemo povezano, strateško usmerjeno in bolj suvereno Evropsko unijo, ki zna zaščititi svoje vrednote in interese, hkrati pa ostaja prostor svobode, pravičnosti in priložnosti. Nobena evropska država, ne majhna, pa tudi ne velika, sama ne zmore učinkovito odgovoriti na številna vprašanja, ki zdaleč presegajo nacionalne okvire. V teh razmerah je skupno evropsko delovanje ne le nuja, ampak, spoštovane in spoštovani, tudi največja prednost, ki jo imamo. Verjamem, da bo prav takšna evropska pot tista, ki nam bo zagotovila dolgoročno stabilnost in razvoj. V teh nepredvidljivih časih želim poudariti zlasti pomen enotnosti Evropske unije. Moramo govoriti v en glas, saj bomo tako močnejši, prodornejši in uspešnejši. Če tega ne bomo uspeli, bomo pokazali šibkost in dopustili rušenje tistega, za kar se je Evropska unija vselej zavzemala, to so demokracija, vladavina prava in človekove pravice. Dovolite mi, da v nadaljevanju izpostavim nekaj pomembnejših tem. Začenši seveda s širitvijo Evropske unije, ki ostajajo na naših ključnih
in najbolj uspešnih orodij za spodbujanje miru, demokracije in blaginje v Evropi. Slovenija je v tem smislu dober primer. Smo država, ki je sama šla skozi tranzicijo, se uspešno reformirala in vstopila v Evropsko unijo leta 2004, zato vemo, kaj pomeni imeti evropsko perspektivo. Članstvo v Evropski uniji nam je prineslo družbeno stabilnost, gospodarsko rast, večjo mednarodno prepoznavnost ter občutek varnosti in pripadnosti širši evropski družini, ki prinaša številne prednosti, ki jih vsi dobro poznamo, čeprav jih včasih preveč jemljemo za samoumevne. Danes želimo enako za države Zahodnega Balkana, Ukrajino in Moldavijo ter upajoč v prihodnosti tudi za državljane Gruzije. Evropska prihodnost teh držav je tudi v našem strateškem interesu, zato si Slovenija želi, da bi kar največ držav do leta 2030 vstopilo v Evropsko unijo. Ampak, hvala. Seveda mora ta širitev sloneti na lastnih dosežkih držav kandidatk in dosledno izvedenih reformah. In vse to ni le geopolitična nuja, ob evropski odsotnosti se namreč krepi prisotnost drugih akterjev. To je tudi moralna obveza danih zavez strani Evropske unije. Z vsakim novim korakom širitve dajemo upanje državljankam in državljanom, da bodo lahko v svojih državah kakovostno živeli, delali in izpolnili svoje želje. In če tu lahko samo dodam en medklic, veliko sem na obiskih po državah Zahodnega Balkana in največji problem, ki ga sama opažam, ni toliko tista politična neenotnost, ampak masoven odliv mladih, ki v teh državah preprosto ne vidijo več perspektive. Slovenija si aktivno prizadeva za prenos znanja in izkušenj in podporo reformam in je glasen zagovornik širitve na Zahodni Balkan, saj se zavedamo reformne moči procesa za regijo, ki je ključnega pomena za varnost in stabilnost celotne evropske celine. Slovenija tudi ponuja pomoč državam Zahodnega Balkana na poti v EU in je to pripravljena nuditi še naprej. Širitev pa ne sme biti le v interesu držav kandidatk za članstvo, pač pa predvsem v interesu držav članic Evropske unije. Gre za geografski, politični, ekonomski in zlasti varnostni interes Evropske unije, da se države Zahodnega Balkana čim prej pridružijo naši družini. A širitev tudi ne more potekati brez notranje ureditve Unije. Krepitev naših institucij bo potekala tudi preko večje učinkovitosti odločanja, modernizacije in prilagoditve politik, odločnega zavzemanja za nujnost spoštovanja vladavine prava in temeljnih pravic. Vse to so pogoji, da bomo tudi v prihodnje ostali uspešna in močna politična skupnost, pripravljena sprejeti nove članice. Na povečanje evropske družine bomo lahko pripravljeni le z ustreznimi institucionalnimi in tudi finančnimi zmogljivostmi, pri čemer bodo pogajanja glede novega večletnega finančnega okvira izredno pomembna, ter ob zavedanju pomena naših temeljev. Za boljše razumevanje prednosti širitve med državljani držav članic bo potrebno še precej dela, tako na ravni nacionalnih kot evropskih institucij. In če lahko tu spet dodam eno svojo misel, nisem dolgo na tem svetu, marsikdo med vami je verjetno starejši od mene. Sama imam 57 let, ampak spremljam razvoj Evropske unije in ali si je kdo lahko po koncu druge svetovne vojne zamislil, da bosta Francija in Nemčija sedeli za isto mizo in se pogajali o začetkih Evrope, kot jo poznamo danes. Morda se je takrat to zdelo nepojemljivo. Zato jaz danes Evropo vidim predvsem kot mirovni projekt.
Vzporedno mora Evropska unija seveda okrepiti svojo globalno konkurenčnost, da bomo nadoknadili zaostanek za drugimi svetovnimi regijami in vodilnimi gospodarstvi, sploh v trenutnih razmerah, ki jih označuje vse večje postavljanje ovir na pravilih temelječemu odprtemu, večstranskemu trgovinskemu sistemu ter vse ostrejše tekmovanje med velesilami. Notranji trg je eden naših največjih adutov in ga moramo še naprej poglabljati ter krepiti podjetjem prijazno okolje. Spoštovane in spoštovani, pred kratkim sem prebirala analizo Avstralskega inštituta za strategije in politike, ki je primerjal ekonomsko moč posameznih držav po svetu z vidika modernih tehnologij in kritične infrastrukture. Še 10 let nazaj je bila od 63 kategorij na 60 mestih prva Amerika, torej Združene države Amerike. 10 let kasneje je na 57 kategorijah na prvem mestu Kitajska. Združene države Amerike samo še na 7. Spoštovane in spoštovani, Evropske unije ni v nobeni od teh kategorij ne na prvem, ne na drugem mestu. In samo močno evropsko gospodarstvo bo lahko zagotavljalo delovna mesta, ohranjalo evropske socialne modele, socialno pravičnost, kakovostno izobraževanje, cvetočo kulturo, če želite, z vsem tem pa seveda trajnostni razvoj ter ohranjanje visoke kakovosti življenja evropskih državljanov. Evropska unija se mora poenotiti okoli jasne vizije gospodarskega razvoja, kot je med drugim nakazalo tudi poročilo Marija Draghija. S tem bomo zmanjšali odvisnost gospodarstva, med drugim z ukrepi za zagotavljanje gospodarske varnosti, krepitvijo evropske industrije, spodbujanjem naprednih tehnologij, zmanjšanjem bremen, tudi s poenostavitvijo zakonodaje. Obenem moramo seveda biti aktivni na področju digitalnega prehoda in zelene preobrazbe, ne kot odziv na krize, ampak kot proaktivno naložbo v prihodnost. Ukrepi zaradi podnebnih sprememb morajo še vedno iti z roko v roki z ostalimi ukrepi za krepitev konkurenčnosti. Uničujoče poplave, ki so avgusta 2023 prizadele Slovenijo, so zgolj eden od številnih opominov za to, kako pomembno je, da Evropska unija ostane vodilna sila v mednarodnih podnebnih pogajanjih, da bi lahko še dosegli cilje Pariškega sporazuma. Tistega Pariškega sporazuma, spoštovane in spoštovani, ki ga je zapustil predsednik Trump kot enega prvih ukrepov ameriške administracije. Nisem bila navdušena nad tem korakom. Prav tako nisem navdušena, da so Združene države Amerike zapustile Svetovno zdravstveno organizacijo. Podatki kažejo, da 80% vseh škodljivih emisij v zrak spustijo države iz skupine G20. Med temi seveda tudi 4 evropske države: Nemčija, Francija, Italija in Velika Britanija. Afrika, ki trpi največje posledice zaradi podnebnih sprememb, prispeva k škodljivim emisijam zgolj 6%. Majhne države seveda tudi nekaj. Ampak zakaj vam to govorim? Nobena država na tem planetu ne sme zaspati na tem, da so države iz skupine G20 edine odgovorne za to, kar se na našem planetu dogaja. Vsaka lahko in mora dodati ta kamenček v mozaik boja proti podnebnim spremembam. Spoštovane in spoštovani, čas je, da izkoristimo ves svoj potencial ter postanemo globalno središče znanja in podjetnosti, zato moramo veliko več vložiti v raziskave, razvoj in inovacije. Slovenija je zavezana spodbujanju odprtega, v nove tehnologije usmerjenega in okolju prijaznega ter na znanju temelječega gospodarstva.
Pri tem seveda imamo v vidu evropski socialni model ter aktivno vključevanje državljanov v razvojne procese. Verjamemo, da moramo v teh okvirih spodbujati priložnosti za mlade generacije. To so generacije, ki bodo oblikovale prihodnost naše Evrope, in da je naša skupna odgovornost zagotoviti, da v teh prehodih nikogar ne zapostavljamo. Vse pomembnejšo vlogo glede evropske konkurenčnosti bo igral tudi nadaljnji način razvoja umetne inteligence. Če želimo, da bo v službi ljudi in družbe, jo moramo razvijati na temelju etičnih standardov, preglednosti in človekovih pravic, in v tem kontekstu menim, da je prvi akt o umetni inteligenci na svetu, naš evropski akt o umetni inteligenci, prvi na svetu, korak v pravo smer, a naš skupen trud se šele začenja. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana kolegica, komisarka iz Slovenije, gospa Marta Kos. V luči vse večjih geopolitičnih napetosti je jasno, da moramo okrepiti svojo strateško avtonomijo na področju varnosti in obrambe. Ruska agresija na Ukrajino, hibridne grožnje, kibernetski napadi, dezinformacijske kampanje, ki ogrožajo tudi varnost naših demokratičnih procesov preko tujega vmešavanja v volilne procese, gospodarski pritiski in grožnje naši energetski varnosti od nas nedvomno zahtevajo hiter in usklajen odziv ter krepitev lastnih obrambnih in varnostnih zmogljivosti. Predvsem pa zahtevajo celosten pristop, ki predvideva krepitev odpornosti celotne družbe ter razvoj širših zmogljivosti za odzivanje na krizne situacije, tudi na področjih, kot so zdravje, migracije, tehnološka varnost, podnebje, gospodarstvo. Jasno je, da se moramo na področju varnosti in obrambe postaviti bolj na lastne noge, da bomo sposobni samostojno ukrepati, kadar to zahteva zaščita naših interesov in naših, poudarjam, evropskih vrednot. Pri tem ostaja ključno tesno sodelovanje z našimi strateškimi partnerji in to kljub vsem negotovostim. To je tudi priložnost za krepitev evropskega stebra zveze NATO ter poglobitve našega sodelovanja, tako z NATOm, kot tudi drugimi partnerji, s katerimi nas povezujejo skupne vrednote. Evropa mora postati varuhinja svoje lastne prihodnosti. Svet, kot smo ga poznali do še pred nedavnim, se hitro spreminja oziroma celo izginja, zato potrebuje Evropska unija jasno smer ter pogumno vizijo, kar zadeva našo vlogo v svetu. Slovenija si bo v tem smislu še naprej aktivno prizadevala za enotnejšo, odločnejšo, učinkovitejšo ter dejavnejšo skupno zunanjo in varnostno politiko. Svet, v katerem prevladuje mednarodno pravo, kjer se spoštujejo človekove pravice in kjer se konflikti rešujejo mirno, je v interesu nas vseh. V času, ko so mednarodne institucije pod velikimi pritiski, moramo kot Unija vedno znova potrditi svojo zavezanost multilateralnemu redu, ki temelji na povezanosti in dopolnjevanju miru in varnosti, razvoja, okolja in človekovih pravic, predvsem pa, spoštovane in spoštovani, ob spoštovanju ciljev ter načel ustanovne listine Združenih narodov. Slovenija tudi v svoji vlogi nestalne članice Varnostnega sveta potrjuje svojo proaktivno vlogo za reševanje vprašanj mednarodnega miru in varnosti, pri čemer nas vodijo načelnost ter temeljne vrednote Evropske unije. Spoštovane in spoštovani, to, kar zadnjih nekaj mesecev, morda tudi zadnjih nekaj let spremljamo v mednarodni skupnosti, meni včasih na momente izgleda kot eksperiment. Če nekdo, ki mu ta mednarodna ureditev in mednarodno pravo nista všeč in nasprotuje praktično vsemu, kar ta mednarodni red in mednarodno pravo ponujata,
in ne ponudi nove vizije sveta, si ne morem reči drugega kot to, da si želi kaos. Kaos pa je nekaj, kar si naš planet ne želi in si tudi ne zasluži. Spoštovane poslanke in poslanci, glede naše odgovornosti ter vloge v svetu, seveda ne morem mimo vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. V odzivu na agresijo Ruske federacije smo kot Evropska unija pokazali enoten odziv v podporo Ukrajini, glede nadaljnje pomoči in zavzemanja za pravičen in trajen mir, ki bo temeljil na mednarodnem pravu in ustanovni listini OZN, ter bo seveda sprejemljiv za Ukrajino. Resnično upam, da bomo tudi naprej uspeli odigrati vlogo relevantnega akterja, ki bo stal ob strani Ukrajini, saj je njena prihodnost ključna prihodnost tudi naše evropske celine. Thank you. Slovenija si želi mirne in stabilne evropske soseščine. Zato si prizadeva za intenzivnejše evropsko vključevanje v reševanje razmer na Bližnjem vzhodu, kjer je v osrčju ne le vojna v Gazi, temveč tudi izrazito povečanje nasilja na Zahodnem bregu in širše v komaj stabilnih Siriji in Libanonu. Tu smo bili kot Evropska unija žal navzven premalo enotni in učinkoviti. Poleg zagovarjanja mednarodnega prava, vključno s humanitarnim, mora naš osrednji cilj ostati čimprejšnja prekinitev sovražnosti, ki bo ustavila prelivanje krvi in nepotrebno trpljenje v nezdržnih humanitarnih razmerah in premik k implementaciji rešitve dveh držav, pri čemer Slovenija priznanje Palestine vidi kot korak k trajnemu miru. Spoštovane in spoštovani, lahko mi verjamete, da mi dogodki na Bližnjem vzhodu ne malokrat kradejo spanec ponoči. Kaj lahko naredi ena majhna država? Kaj lahko naredi Evropska unija? Včasih imamo občutek, da nič ali premalo. Ja, več je v rokah ene velesile, ampak dajmo si naliti čistega vina. Dovolila si bom izreči danes to v Evropskem parlamentu. Na Zahodnem bregu gledamo genocid. Gledamo ga in smo tiho. Hvala lepa. Razumem levo, razumem desno, ampak spoštovane in spoštovani, to, da je danes človek persona non grata v eni državi, človek, ki mu je ime Antonio Guterres, ki se zavzema za dostojanstvo vsakega človeka na tem planetu, ki zagovarja humanitarno pravo, kam smo prišli, spoštovane in spoštovani, da so takšni ljudje danes problematični. To, oprostite, sprejmem zelo težko. Nehumano.
Nehumano ravnanje s civilnim prebivalstvom je nekaj, pred čemer si mednarodna skupnost ne bi smela zatiskati oči. Humanitarno pravo, humanost, dobrota v vsakemu človeku je nekaj, v kar sama iskreno verjamem in nikoli ne bom nehala verjeti. Spoštovani in spoštovane, mislim, da smo kot države članice vse že izkusile, kaj pomeni solidarnost. Prej sem omenila val uničujočih poplav, ko smo v Sloveniji vsi resnično začutili, da stoji Evropska unija ob nas. Svoj nagovor torej želim zaključiti s sporočilom, da Evropska unija ni od državljanov oddaljen sistem, kot se ji včasih očita, ampak je skupnost, ki zna prisluhniti in pomagati in jo skupaj gradimo, to skupnost. Navsezadnje je sama ideja evropskega povezovanja temeljila na solidarnosti in lepo vas prosim, tako naj bo tudi v prihodnje. Spoštovane poslanke in poslanci, še malce bolj lahkotnim temam. Včeraj smo obeležili Svetovni dan čebel, ki ga praznujemo od leta 2017, ko so Združeni narodi sprejeli pobudo, ki jo je vodila ravno Slovenija. Ta dan nas poleg na življenjski pomen opraševalcev za ravnovesje, ki zadeva tako človeka kot naravo, simbolno spominja na pomen medsebojne povezanosti. Evropa, na primer, lahko le s skupnimi močmi držav, članic in institucij, s solidarnostjo in odgovornim delovanjem ohrani svojo vlogo v vse bolj kompleksnem mednarodnem okolju, kakor tudi varnost ter blaginjo vseh njenih 450 milijonov državljanov. Današnji čas tako od nas zahteva pogum, vizijo in sodelovanje. Vrednote, ki jih zagovarjamo, zagovarjate v tej plenarni dvorani, niso samoumevne. Za njih se moramo znova in znova zavzemati. Can we Sir, please if you let don't the want to guests... listen to me, you can excuse go me, out. Madam President, I will take care. Can we please calm down? Spoštovane in spoštovani, tudi zaradi tega, zaradi takšnih in drugačnih nesoglasij, jaz še vedno verjamem v moč Evropske unije. Gospod niti prevoda ne posluša, pa vse ve, kaj govorim, zanimivo. Da končam. Prav zato verjamem v moč Evropske unije, ker nas povezuje v iskanju skupnih rešitev in ker nam omogoča, da skupaj varujemo naš način življenja. Naj bo naše vodilo, spoštovane in spoštovani, da skupaj zmoremo več. Za Evropo prihodnosti, ki bo odločna, odporna, solidarna in predvsem povezana. Iskrena vam hvala, ker ste prisluhnili mojim mislim. Srečno!